Kids-TV. Dober večer, otroci. Ste že v posteli? Ste že pripravljeni na nove dogodivščine? Tudi jaz. Danes gremo v kuhinjo. Ja, v kuhinji bomo rime kovali in pri kuhi malo pomodrovali. Kakor bi mignil in kot zastavo spoznali bomo oreščke, sadje in zelenjavo. Kuharske igrarije. Gorski studenec. Bistri studenec veselo žubori, ko z gora v dolino hiti. Neutrudno prepeva svojo pesem, jaz pa k ustom njegovo vodo nesem. Voda je prav posebno živilo, v vročih dneh najboljše je krepčilo. Ne le da jo iz kozarca pijem, tudi s sadjem in zelenjavo jo užijem. Rep o vodi. Da sladke pijače so zanič, zdaj prepeva že vsak ptič. Kile se nabirajo, moči pa hirajo. S čim naj žejo si gasim in se zraven okrepim? Voda je pijača prava, ni le dobra, ampak tudi zdrava. Sveže sadje in zelenjava, prav tako je izbira prava. Mamo večkrat slišiš reči: dobro zgrizi in prežveči. S tem brbončice razveseliš in telo z vodo napojiš. Oh, kako je to lepo! Oh, kako je to lepo! Mamino mleko je toplo. Vsa hranila vsebuje, ki jih dete potrebuje. Bolezen smo prepodili, dete pa nahranili. Kravje mleko je za telička, kozje mleko za kozlička. Ovčje mleko je za jagnje, mama pa nahrani svoje dete. A ko mali dobi zobe, tudi gosto hrano naj je. Kalcij, začudi se krava, najboljši vir je trava. Bo že držalo, ovca prikima. Koza pristavi, tudi meni se zdi fina. V meni ga je polno, baha se potoček. Skoraj v vsakem živilu je kalcijev otoček. Sadje, zelenjava, mandlji in orehi, pa tudi mleko in različni siri. Naj se sliši, naj se ve, kalcij je dober za kosti in zobe. O zobeh. Pa se pogovorimo o zobeh. Ne, niso le za lep nasmeh. Z njimi v hrano ugriznemo, nato jo dobro prežvečimo. V ustih slina nastaja, ki že ob misli na hrano se poraja. Ko zobje grizejo in žvečijo, hrano s slino mešajo. V ustih hrana s slino se pomeša, brbončicam se od veselja zmeša. V ustih veliko se zgodi, preden hrana v prebavila spolzi. Zobje igrajo pomembno vlogo, zato ne pozabi na odgovorno nalogo. Ščetkati jih moraš vsak dan, pa boš vedno nasmejan. Letni časi. Po zimi je mrzlo in zemlja spi. Spomladi nas narava s cvetjem razveseli. Slastno sveže sadje nam naznani vroče poletje. Jesen je, ko z dreves odpade pisano listje. Le kdo ne mara svežega sadja in zelenjave? Uživanje dobre hrane sodi med moje najljubše razvade. Slastno in sveže, tako je sadje. Poleg tega ga krasijo čudovite barve. Če želimo biti lepi in čili, naj ga nikoli ne manjka med zaužitimi živili. Kuharske igrarije. Si že slišal za vitamine? Le kdo ne pozna te sestavine? Ko v kuhinji ustvarjamo, v hrani jih ohranjamo. Ker so zdravi, oljčno olje, sadje, zelenjava, to vedno je izbira prava. Krožniku se kar smeji, ko v naročje vitamine dobi. Ker so dobri. Naj izrazim svoje mnenje, od zelenjave najraje jem korenje. Ne branim se niti suhega sadja, zraven pohrustam še 2 mandlja. Vse za moč. Katera stročnica te najbolj mika? Sploh ni dvoma, čičerika. Kakor pravi moj ati, dobra je v juhi
in solati. Da bom zrasel. Kako hrano poskušaš? Tako da jo gledaš, vonjaš in okušaš. Okuse in hranila ohraniš, ko hrano pri nižji temperaturi pripraviš, da bo slastna. Hrano gledam in okušam, včasih tudi tipam in poslušam. Pri hrani videz pač ne vara, le sveža zelenjava je prava. Pridelki plešejo. Pridelki radi v krogu se vrtijo, saj tako za naše zdravje poskrbijo. Naj ti vsak pove, zakaj koristen je. Zelena solata, da boš fit, korenček je za boljši vid. Paradižnik je za moč, čebula prebavi, priskoči na pomoč. Navihane redkvice in zelje vedno poskrbijo za veselje. Pojej še artičoko in krompir, pa bo v želodcu mir. Kumare, melone, pastinaki, tudi to so vrtni junaki. Zdaj, ko veš, kaj jesti, nikoli se ne pusti zmesti. Moja prijateljica čebela. Čebelica iz spanja poleti in na pašo pohiti. Koška s cvetnim prahom polniti hiti. Nato vsa obložena v domači panj odleti. Na cvetovih nektarja se napije in ga v panju v med prelije. Iz drevesnih brstov se smola cedi, čebelica iz nje propolis naredi. Hvala, čebelica draga, za vse darove, ki si nam jih dala. Ko z medom čaj si osladimo, vse bolezni hitro prepodimo. Utrujenost matični mleček prežene in nam kri po žilah požene. Ko pa nam prebava ponagaja, cvetni prah brž roko v pomoč podaja. Sadje v rimah in pregovorih. Jabolko na dan od žene zdravnika stran. Ne le da korenje rdeča lička naredi, po njem se nam tudi v očkah zaiskri. Huda žeja te pesti, na pomoč ti hruška prihiti. Nektarina je gospodična fina, saj vendar je to breskev, ki si dlake je obrila. Vsem je dobro znano, da ni ovir za banano. Slabo voljo pomaranča prežene, ko ti kri po žilah požene. Možgani želijo si fruktoze, ki je hitra in vztrajna. Po njej nismo utrujeni, ampak zbrani. Spomin nam brezhibno deluje, mi pa smo nasmejani. Sveže sadje je najboljše, dobro oprano in zgrizeno. V njem so sokovi in vitamini ter vlaknine za prebavo. Fruktoza v sadju pa je najboljša za možgane. Njam, njam, njam. Maščobe za možgane, živce in zaloge energije. Za možgane, celice, spomin, živce, kožo in dobro delovanje vsega telesa. Za zbranost in gibčnost od glave do pet. V oreščkih, rastlinskem olju, ribah in morskih sadežih. Oljčno olje krepi kosti, pomaga pri prebavi in varuje pred boleznimi. Sveža jajca iz proste reje. Strašna lakota me je zgrabila, joj, da le hitro bi minila. Kam naj se obrnem, kaj naj storim, da jo nemudoma potešim. Brž k hladilniku stečem in si sveže jajce spečem. Ribiška. Ribič široko se smehlja, ko na morje se poda. Njegova ladja po morju plove, on pa nabira morja plodove. Ribiči vsak dan poskrbijo, da sveže ribe na krožniku dišijo. Morski sadeži so slastni, pripravljeni v solati, ne premastni. Dobre maščobe in minerali v prehrani zdravi se bodo izkazali. Teh hranil dovolj dobimo, če z ribami se enkrat na teden pogostimo. Da rešili bi se holesterola, dedek si je skuhal skledo fižola. Da na stara leta bo čil in zdrav, pest oreščkov je grizljav. Z veseljem pohrusta tudi lečo in čičeriko. Potem je lep
kot za v prvo peterko. Ker rad obuja spomine, redno uživa minerale in vitamine. Drobno seme. Jaz sem seme, drobno seme. Če v vodo me potopiš, tako se spremenim, da ostrmiš. Najprej se vode dodobra napijem, saj le tako lahko vzklijem. Če lepo zame poskrbiš, v zameno obilno nagrado dobiš. Ne, nič šal ne pogrevam, od hranil kar prekipevam. Ko se v kalček spremenim, tvoje jedi obogatim. Bodi si v juhi, bodi si v solati, priležem se k zelenjavi bogati. Na tržnici. Ko doma v sobotno jutro se zbudimo, brž na mestno tržnico pohitimo. Hladilnik je namreč čisto prazen, pogled nanj je prav porazen. Najprej na vrsti sta sadje in zelenjava. Veliko sadežev pojemo, to resnica je prava. Mamici najbolj pisana solata diši, očka se tople juhe veseli. Včasih se tudi malo mesa prileže, z njim nam prijazni mesar postreže. Pri njem kupujemo radi, saj najboljši kos dobimo ponavadi. Tudi v mlekarno pohitimo, tam si zalogo sira in jogurta naredimo. Za zajtrk najraje imam žita, svežim mlekom prelita. Ko gostje se napovedo, včasih ribe pečemo. Zadnja postaja je torej ribarnica, prava morska zakladnica. Mimini nasveti. Vedno operi sadje, da bo zdravo. To pravilo velja tudi za zelenjavo. Celo ekološke pridelke moraš oprati. Mama sadje skrbno nareže, preden otrokom ga postreže. Le kdo se ne veseli, ko svežim sadjem se gosti. Hladno stiskano oljčno olje v hiši poskrbi za obilo dobre volje. Ne le k testeninam in pici, prileže se tudi v sladici. Vsebuje veliko koristnih snovi za kožo, lase in kosti. Oljčno olje torej ni le zelo okusno, temveč tudi nadvse koristno. Kam zraste zelenjava? Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzgor. Vlečejo na svetlobo in zrak. Med drugim solato, beluše in por sladak. Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzdol. Vlečejo k vodi in zemlji. Užiten je namreč njen gomolj. Med kuhanjem se živila spremenijo. Paziti moramo, da ne zasmrdijo. Barva ne sme potemneti, prav tako ne sme zbledeti. Če zelenjava predolgo se duši, ves okus in krhkost izgubi. Na mikrovalovko kar pozabi, raje dober soparnik uporabi. Kuhanje na sopari je najboljše. Kako najboljša zelenjava se pripravi? Tako, da soparnik se nabavi. Sopara je kakor oblak, hrano odene v objem mehak. Najprej izmehča lupino, nato počasi prodira v sredino. Ohranijo se barve in okusi, tako hrano vsakrat poskusi. A pretiravati se ne sme, predolgo soparjenje lahko uniči vse. Med kuhanjem lahko dvigneš pokrov, prepričaj se, ali je obrok že gotov. Obožujem kuhanje, če se mi kaj ponesreči, srce se mi kar krči. Zato pogosto soparnik uporabim, da v njem okusno in hrustljavo hrano pripravim. O prebrisanih gobah. Gobe rjave, gobe rdeče, krožnik prekipeva od sreče. Gobe rdeče, gobe rjave, to so prave gozdne dame. Če jim še oljke in skuto dodamo, prav prijetno se okrepčamo. Zabavna solata. Zame največja je uganka, kako da sestavin za solato nikdar ne zmanjka. Kadarkoli hladilnik odprem, vselej se lahko do sitega najem. Sestavine za solato vedno v sebi ima. Zdi se, da je brez dna. Solata je jed fina, saj domišljija ključna je sestavina. Ko pripravljaš si solato novo, zelena solata naj bo za osnovo.
Bolezni vse preženeš, če rezine svežega jabolka v skledo deneš. Pomaranča da solati barvo pravo, oranžna vedno zagotovi zabavo. Korenje, da ti ne diši, rdeča pesa ga lahko nadomesti. Rad imaš meso, potem naj rezina šunke v solati zmeraj bo. Kaj pa oljke, sir in rozine? Volja do mešanja naj te nikoli ne mine. Preliv prav preprost je. Limonov sok, sol in oljčno olje. Koračnica. Z rokami zgneti moko, razvaljaj, oblikuj in speci. Z rokami zgneti moko, nastala bo torta za poroko. Naredi testo za pecivo, razvaljaj, oblikuj in speci. Naredi testo za pecivo, kmalu iz pečice zadiši mamljivo. Kaj me pri peki najbolj veseli? Razvaljaj, oblikuj in speci. Kaj me pri peki najbolj veseli? Da vsak od domačih sline pocedi. Spet iz moke delam testo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Spet iz moke delam testo. Pri srcu mi je tako toplo. Testo je gladko, kakor steklo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Testo je gladko, kakor steklo. V slastno pito se bo speklo. V toplo pečico ga postavi, razvaljaj, oblikuj in speci. V toplo pečico ga postavi in odlično slaščico pripravi. Pekovska pesem. Kdor želi, da mu doma po kruhu zadiši, urno naj v kuhinjo pohiti. Peki v pesmi svojo skrivnost izdajo, saj na peko kruha dobro se spoznajo. Kakšno je pravo pekovsko pravilo? Kakovostne sestavine so okusa zagotovilo. Najpogosteje jemo pšenični kruh, a vedi, tudi druge moke niso od muh. Ajda in pira sta med najstarejšimi, kruh iz njune moke pa med najslajšimi. Ko pečeš kruh, ne pozabi, moki moraš sol in vodo dodati. Da zdravje se ti okrepi, še kanček olja prili. Kako torej iz moke kruh nastaja? Ko dodamo kvas, testo vzhaja. Ko mineta ura ali dve, količina testa se podvoji. Zdaj gre testo v pečico ogreto, slabo uro lahko vlečeš dreto. Ko po svežem kruhu zadiši, vsak v družini se veseli. Ob večeru z njim se posladkajo, zraven pa sproščeno pokramljajo. Danes z mislijo na dobrote zaspimo, nov dan pa s kozarcem vode začnimo. Zdaj pa hitro spat, tudi spanje potrebujemo. Naše telo in tako pred utrujenostjo zavarujemo. Le še objem, polubček in sladke sanje. Kvisko, dober tek. Dan otroci, za vas imam novih 6 vprašanj. Ananas, avokado, banana. Kateri sadež izmed 3 slik je rumene barve? Kateri je rumen? Takšen kot sonce. Banana je rumena, bo držalo. Banana je poleg tega, da je rumena, užiten sadež, ki raste v vročih tropskih krajih ob ekvatorju. Bananovec je drevo, ki spominja na palmo in zraste do 8 metrov visoko. Je odličen sadež, ki ne potrebuje embalaže, saj je njen olupek kot zaščitna vrečka. Lubenica, češnje, hruška. Kateri sadež izmed 3 slik je najtežji? Kateri? To je lubenica. Lubenica lahko doseže težo do 12 kilogramov. Je eden izmed najbolj priljubljenih poletnih sadežev. Je izjemno zdrava in zelo osvežilna. Jemo jo lahko v sadnih solatah, kot prilogo jedem, narezano na pladnju, iz nje lahko naredimo sok, pa tudi ledene kocke.
limona, pomaranča, jabolko. Poimenuj sadež, ki je oranžne barve. No, kateri je oranžen? Pomaranča je oranžna, bo držalo. Pomaranče so prišle s sončnega juga Kitajske, zato je njihovo drugo ime jabolka iz Kitajske. So polne vitaminov in naše telo krepijo, zlasti po zimi. Ali veste, da strokovnjaki pravijo, da spimo bolje, če prej pojemo pomarančo? Poskusite. Jagoda, čebula, paprika. Poimenuj sadež, ki je rdeče barve. Sadež rdeče barve. To je jagoda. Jagode so ena najbolj priljubljenih sadežev v visokem poletju. Sicer jih lahko kupimo čez vse leto, vendar so boljšega okusa tiste, ki so zrasle na prostem. Bolj zdrave so pa tiste, ki rastejo na domačem vrtu. Njam, njam, njam. Gremo naprej. Paradižnik, bučka, feferon. Poimenuj zelenjavo, ki je zelene barve. Katera izmed treh je zelena? Bučka je zelena. Bučke so lahko temno ali svetlo zelene barve. V dolžino pa lahko zrastejo tudi do 1 metra. So izvrstna poletna zelenjava. Jemo jih lahko v solati, lahko jih dušimo, parimo, pečemo v pečici ali na žaru, nadevamo, cvremo in pražimo. Njam, njam. Jajčevec, goba, brokoli. Poimenuj zelenjavo, ki je vijolične barve. No, katera je vijolična? Jajčevec je vijoličen, bo držalo. Jajčevec oziroma malancan je bližnji sorodnik krompirja in paradižnika. Barva lupine je lahko bela, rumena, škrlatna ali temno vijoličasta. Nekatere sorte imajo celo lisasto ali večbarvno lupino. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Živjo otroci, danes vas prav lepo pozdravljam, en tak lep sončen poletni pozdravček vam pošiljam. Zami sem Maja in pa seveda tudi naša Diana. Spet je čas za našo jogo. Danes imam pripravljeno prav posebno in to je jogijsko pustolovščino. Kaj je to pustolovščina? Še ne veste? Naj vam kar povem. Odpravili se bomo na en super izlet. Ker je še poletje in je zunaj zelo toplo, danes predlagam, da se odpravimo na morje. Ste za? Radi plavate? Se potapljate? Igrate ob morju? Potem pa kar pojdimo. Odleteli bomo z letalom nekam daleč, kjer je zelo toplo. Pa se uležemo na tla, stegnemo roke in poletimo z letalom. Dvignemo roke visoko in letimo. Letimo med oblaki v eno smer in v drugo smer. Pa še više se dvignemo in počasi se spustimo, pristanemo. Prišli smo na morje, na čudovito obalo. In ker sonček zelo močno sije, se najprej namažemo sončno kremo. Vzamemo kremo, jo stisnemo in namažemo. Pa še pomasiramo noge. Takole pomasiramo. Vam paše masaža? Se radi masirate? Lahko vas pomasirajo tudi mamice ali pa očki. Najprej noge namažemo. Potem namažemo še roke. Tako roke in jih dobro pomasiramo. Eno roko, drugo roko. In seveda ne smemo pozabiti na lička. Pomasirajmo lička. Masiramo takole. Nos namažemo, pomasiramo nos in pa čelo.
smo pripravljeni in kar lahko skočimo v morje in zaplavamo. Ko tako plavamo po morju in se potopimo na morsko dno, tam zagledamo morsko zvezdo. Morska zvezda ima 5 krakov. Postavimo eno nogo, 1, 2, roko 3, glava 4 in še ena roka 5. Tako 5 krakov. In samo opazujemo tole zvezdico. Kako lepa je in kako velika. Nekaj časa jo opazujemo, potem pa odplavamo naprej. In zagledamo velikega morskega psa. Se kaj bojite morskih psov? Ne, prav nič, prav slišim. Še dobro, potem pa kar gremo plavat in si pogledati tega velikega morskega psa. Uležemo se na tla, skrijemo roki za hrbet, zapletemo prste, dvignemo nogi in se dvignemo visoko. Veste, da ima morski pes močne in ostre zobe? Tudi vi jih imate, pa mi jih pokažite takole. Takšne močne zobe ima. Se dvignemo še više in se počasi spustimo. Veste, jaz pa se malo bojim morskega psa. In ker mimo pride delfin, ga primem za plavut in z njim odplavam daleč stran. Roke zalepimo na tla, potem pa stegnemo noge in dvignemo rito visoko. Takole odplavamo z morskim psom. In takole odplavamo z delfinom na obalo. Delfin nas je pripeljal vse do obale. Malo smo utrujeni, zato si odpočijemo. Tam na obali pa zagledamo morsko deklico. Morska deklica ima plavut, zato postavimo nogi na stran. Roki pa skrijemo za sabo. Morska deklica se obrne, nas pogleda, potem pa nam pomežikne. Najprej z enim očkom, potem z drugim in še z obema. Lahko tudi vi pomežiknete tako. Poskusite še enkrat, z enim očkom, z drugim in z obema. Odlično! Morska deklica se obrne na drugo stran, zato se obrnemo še mi. Postavimo noge, roki skrijemo in spet pogleda. Pogledamo tudi mi nazaj in še enkrat pomežiknemo z enim očkom, z drugim in z obema. Odlično, super vam gre! Morska deklica se odloči in gre plavat nazaj v morje. Mi pa tam sedimo na skali in zagledamo, kako mimo pride rakovica. Čisto potiho, rakovice so precej boječe. Skrijemo eno roko, skrijemo drugo roko, pokažemo eno nogo, pokažemo drugo nogo in potem dvignemo rito visoko navzgor. Tako, in smo rakovice, še glavo spustimo nazaj in potisnemo naš trebuh še višje. Super, rakovice, ste, se lahko tudi premikate tako. Ena noga, pa gremo v stran in nazaj. In ko se rakovica prestraši, se spet skrije. Uležemo se na tla in postavimo nogi nazaj. Rakovica se je skrila, mi pa še vedno tam na obali opazujemo, ali lahko še koga vidimo. Pogledamo daleč po morju in zagledamo veliko gusarsko ladjo. Dvignemo noge, takole gusarji plujejo po morju, čez velike valove, gor in dol. In gusarji plujejo in plujejo, dokler niso tako daleč, da jih ne vidimo več. Po super dnevu na morju pa je čas, da se počasi odpravimo domov. Vzamemo svoj velik kovček, ki smo ga imeli s sabo, ga odpremo, naložimo vse igrače, da ne bomo kakšno pozabili, pa seveda masko in plavutke in potem kovček zapremo. Dvignemo roki visoko in ga zapremo. Takole odlično zapremo kovček. Kovček je zaprt. In se spet odpravimo na letalo. Tokrat se kar uležemo, da se malo odpočijemo na letalu.
Zapremo oči in se spomnimo vseh lepih dogodivščin, ki so se zgodile. In začutimo sonček, ki nas je cel čas nežno božal po telesu. Božal nas je po nogah, božal nas je po rokah, po trebuhu in hrbtu, in božal nas je tudi po ličkih. V mislih se zahvalimo sončku in zahvalimo se za čudovit izlet, ki smo ga imeli. Prišli smo z izleta nazaj domov. Lepo se imejte, uživajte v sončnih poletnih dneh še naprej, pa se spet vidimo kmalu. Adijo! Dober večer, otroci. Danes se gremo spet potepat po gozdu. Tokrat nam bo delal družbo polž, molž. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mami polž in ati molž s svojim sinom. Ker se je bližal rojstni dan njunega fantka, sta mu hotela pripraviti prav posebno presenečenje. Ampak vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati o tem, kam iti na potep, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pokazal, kaj je našel. Vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati, kaj mu bosta podarila, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pripovedoval o vsem, kar mu je prišlo na misel. Vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati, kakšno torto mu bosta spekla, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je kazal, kaj je naredil. Ves dan sta ga poslušala, z njim sta se potepala, ogledovala sta si njegove izdelke, zvečer pa so si vsi skupaj pripovedovali pravljice, se smejali in v objemu zaspali. Naslednjega dne, ko so se zbudili, sta polž in molž ugotovila, da nista svojemu sinčku pripravila nobenega posebnega presenečenja, saj jo je polžek vsakič, ko sta se začela pogovarjati, poklical mami, mami, ati, ati. Mali polžek je bil presrečen, da je končno prišel njegov rojstni dan. Star je bil že 3 leta in tako velikega se je počutil. Pohitel je k staršem in jih poklical. Mami, mami, ati, ati. Zanimalo ga je, kaj sta mu pripravila. Polž in molž sta ga posedla v naročje, ga objela in se z njim pogovorila. Kaj sta mu povedala? Naučila sta ga skrivnosti, ki jo nekega dne odkrije vsak velik otrok. Zdaj se je tudi polžek naučil, da je treba počakati, ko se nekdo pogovarja. Če bo hotel nekaj povedati, bo drugič poklical mami, ati. Nato bo počakal, da prideta k njemu. Ona dva pa mu bosta z roko pomahala, da bo vedel, ali sta ga zares slišala. Tako se bosta lahko dogovorila, kam ga bosta peljala, kaj mu bosta podarila in kakšno torto spekla. Naučila sta ga še nečesa. Velik ne postaneš zato, ker praznuješ rojstni dan. Velik postaneš, ko se naučiš vseh skrivnosti velikih otrok. Kako pa so preživeli rojstni dan? Čudovito, tako kot vsak dan. Bili so skupaj, se pogovarjali, raziskovali, ustvarjali in se smejali. Dan je bil prav poseben. Ne samo zaradi 3. rojstnega dne, ampak zaradi skrivnosti, ki se je naučil mali veliki polžek.
Vsaka zgodba nas nauči česa novega. Le pozorno jim moramo prisluhniti. Zdaj pa, malčki moji, oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Na robu mlake čisto mirno, čaplja čaka in preži. Kaj bo danes za večerjo, kaj želoček si želi? Na to opazi tam na kamnu, sončijo se žabce tri. Kvisko, dober tek. Dan otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Začnimo. Korenček, redkvica, krompir. Poimenuj zelenjavo, ki je oranžne barve. Korenček je oranžne barve. Korenček je doma v vsakem slovenskem vrtu in veste, zakaj ga imamo še posebej radi? Ker je dober za naše oči, pa za našo kožo tudi. Zato namesto sladkarije raje pojejte korenček ali 2. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Česen, koromač, brokoli. Kateri izmed 3 ni zelene barve? Kateri ni zelene barve? Česen ni zelen, bo držalo. Ste vedeli, da je česen začimba in učinkovito naravno zdravilo? Znanstveniki so ugotovili, da so sestavine v česnu koristne za naše srce in nasploh dobro vplivajo na naše telo. A vi jeste česen? Gremo naprej. Mleko, jajce, pomarančni sok. Kaj nam da krava? Nam da krava mleko, jajce ali pomarančni sok? Krava nam da mleko, res je. Mleko zagotavlja veliko življenjsko pomembnih snovi, zato mu strokovnjaki pravijo tudi popolno živilo. Je zelo pomemben vir beljakovin, ki so potrebne za zdrav razvoj, rast ter obnovo celic in tkiv, pa tudi odličen vir kalcija, ki vpliva na zdravje zob in kosti. Jogurt, sir, jajce. Kaj nam da kokoš? Nam da kokoš jogurt, sir ali jajca? Tako je, kokoš nam da jajca. V preteklosti so jajca veljala za simbol življenja in rodovitnosti. Sestavljena naj bi bila iz 4 elementov. Jajčna lupina predstavlja zemljo, beljak vodo, rumenjak ogenj in zračni prostorček pod zaokroženim delom lupine zrak. Precej zanimivo, kaj ne? Kosmiči, čaj, piškoti. Kaj je mama spekla? Je mama spekla kosmiče, čaj ali piškote? Piškote je spekla, seveda. Ali vaša mami tudi peče piškote? Že veste, katere sestavine so potrebne za tiste čisto enostavne? No, da vas slišim. Moka, pecilni prašek, vaniljev sladkor, jajca, sladkor, sladka smetana, maslo in ščepec soli. Zelo dobro.
Krof, kos torte, skodelica. Kaj slik je okrogle oblike? No, da vas slišim, kaj je okrogle oblike? Krof je okrogle oblike, zelo dobro. Se strinjate, da je krof pustno pecivo, ki razveseljuje velika in mala usta? Čeprav, če smo čisto iskreni, si ga radi privoščimo tudi kakšen ponedeljek, torek ali sredo. Lahko je tudi četrtek, petek ali sobota. No ja, tudi v nedeljo teknejo, kaj ne? Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Temi. Kids TV. Kobilica nesrečna je z lista zdrsnila, po nevihtni noči prav previdna ni bila. Prijazen sosed pa je k nožico ji povil, posteljo iz cvetja jo podobno namestil. Pa dolgo ne počiva in spet je pri močeh, že veselo skače po vseh travniških poteh. Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd z zimsko in poletno miško. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živeli dve miški. Eno miško so klicali Zimska, saj je bila ledena kot sneg. Vedno je bila slabe volje, vse dneve se je pritoževala in nikogar ni marala. Drugo miško so klicali Poletna, saj je bila topla kot sonček. Vedno se je smejala, vse dneve je poskakovala in vsakogar objela. Nekega dne sta se ti dve miški srečali. Zimska je godrnjala, ker je Poletna stopila na pot. Poletna kar ni vedela, kaj bi od veselja, ker je srečala še eno miško. Zdela se ji je čudovita, čeprav je opazila, da zimska miška gleda v tla in ne vanjo. Kljub temu jo je objela in jo stisnila tako močno, da je obema vzelo sapo. Saj si predstavljate, da to zimski miški ni bilo niti najmanj všeč in se je začela znova pritoževati. Poletna miška je opazila, da so se zimski miški brčice zatresle. Mogoče so hotele zbežati v nasmeh. Opazila je tudi, da je zimski miški srček hitreje zaropotal. Mogoče se je malo ogrel. Opazila je tudi, da je zimska miška rahlo dvignila pogled. Mogoče je objem le bil všeč. Od takrat naprej sta se miški srečevali vsak dan. Zimska miška se je vedno nad nečim pritoževala, Poletna pa je občudovala vsak trenutek. Bili so dnevi, ko je hladno srce zimske miške malo shladilo srce poletne miške in je tudi ona opazila mraz. Tiste dni so gozdne živali poimenovale jesen. Bili so dnevi, ko je vroče srce poletne miške malo ogrelo srce zimske miške in je tudi ona opazila toploto. Tiste dni so gozdne živali poimenovale pomlad. Vsi prebivalci gozda so govorili o dveh miškah, ki sta si bili tako različni, a sta se imeli tako zelo radi. Poletna miška jim je zaupala eno skrivnost. Pokazala jim je, kako močno zdravilo je objem. Poletna miška nam je razložila, da zimska miška ni zares jezna na nas in da ne delamo prav ničesar narobe, da ona postane slabe volje. Prav ona potrebuje največ ljubezni, veliko prijateljev in močan objem. To ji pomaga, da se njeno ledeno srce stopi. Nekoč bo mogoče tudi v njenem srčku posijal sonček. Do takrat pa ne smemo pustiti, da mraz njenega srca shladi še nas. Seveda, kdaj pa kdaj pride zima.
kdaj pomlad, kdaj poletje, kdaj pa jesen. In s tem ni nič narobe. Pomembno je, da znamo uživati v dežju, v snegu, v vetru in v pekočem soncu. Srček pa naj kar ostane topel, a če ga zmrazi, naj v objem pohiti. Mogoče so prav tako nastali letni časi. Kdo bi vedel? Gozdne živali zagotovo. Poznate že vse 4 letne čase? A jih lahko ponovimo, preden gremo spat? No pa dejmo. Pomlad, poletje, jesen in zima. Bravo! Jaz poznam tudi eno pesmico o letnih časih. Napisala sem jo. Okrogel razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, se ti ne zdijo letni časi res prima? Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čof, čof se v vodi hladimo, jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Zdaj pa samo še spat. Objem, polubček in lahko noč. Kam mudiš se, alpski svizec, ves dan tekaš naokrog in v dolino nosiš bilke, listje, vejice in prod, listje, vejice in prod. Mrzel veter me preganja, zima ni več daleč proč, le še v luknji si posteljam in zasanjam lahko noč, in zasanjam lahko noč. Živijo otroci! Pozdravljeni! Z vami sva zopet Jasna in Jata, Jaka. In kot ste zdaj verjetno že navajeni, bomo spet nekaj ustvarjam. ustvarjali. Ja? Za danes sva si izbrala nekaj, kar najdemo na Nebu. nebu. Kaj na primer najdemo na nebu? Oblake, Oblake. Kaj še najdemo na nebu? luno, Luno, pa sonce je nekdo rekel, a ne? ja, pa zvezdice. Pa zvezdice najdemo. Ampak še zmeraj nismo povedali še nekaj, kar najdemo na nebu, pa bomo mi danes iz barvnega papirja ustvarili. Ja. Mavrica. Mavrico, tako je. Mavrico bomo danes ustvarili, a ne? Ja. Mavrica nastane, smo rekli, na nebu, ampak zakaj pa nastane? Pa mogoče vemo, zakaj nastane mavrica. Ne vem. Takrat, kdaj v bistvu nastane mavrica? Ja. Kdaj? Tete sonce sije, pa Ja. tete dežek pada. Takrat, ko pade dež in takrat, ko posije sonce, a ne? To že vemo, a ne? Tako, in potem na nebu nastanejo taki barvni polkrogi, a ne? Zadnjič smo govorili o oblikah, o različnih oblikah in smo omenili tudi krog, ja. Mavrica pa je polkrožne oblike, tako, različne barve, a ne? In danes bomo mi povedali, katere barve najdemo v mavrici in kako si vrstijo zaporedje, a ne? Ampak najprej moramo mi otrokom povedati, kaj bomo potrebovali, da si še oni prinesejo potrebščine, a ne? Boste ustvarjali z nama, tako. Ja, si boste prinesli to, kar imava pripravljeno midva, potem bomo pa skupaj začeli, a ne? Pa dajva še povedati, kaj sva si pripravila. Svinčnice, Ja, barvice, barvice, lahko si tudi kakšen flomaster, štarje, škarje, da bomo strigli. ja, liste barve. Ja, kakšen bel list in barvne liste. In na koncu rabimo še lepilo rabimo. Tako, zdaj pa hitro si pripravite, midva vas počakava
in bomo začeli ustvarjati, a ne? Ja. Tako. Imamo vse pripravljeno, a ne? Ste si Ja. prinesli? Ostali pa lahko gledate, pa ustvarite kdaj drugič, a ne? Ja. Tako. Ok, najprej rabimo bel list, bel papir in si ga položimo, vzamemo svinčnik in bomo narisali, kaj misliš, da bomo narisali najprej? Na bel papir bi lahko narisali oblak, lahko narišemo, tako. Za začetek bomo narisali en oblak, ga bomo izstrigli in potem bomo iz oblačka ven naredili mavrice, tako je. Znamo narisati oblak, samo takele hribčke delamo, a ne? Ja. Tako, no, bova midva tudi vsak svojega narisala, a ne? Take lepe hribčke naredimo, veliko jih naredimo. Tako, moj oblaček bo takšen. Dobro. In zdaj, jaz sem se odločila, da bom gor narisala še usta in oči. A ćemo narisati? Ja. Lahko v oblačku nariševa še usta in oči. Moj bo vesel, ker je vesel, da bo kaj iz njega gledala mavrica. Takole. Bo tudi tvoj vesel? Tudi. Takole, evo. Moj je vesel. Spodaj bo potem kukala mavrica ven. Tako. Čakamo še otroke. Vam gre? Ni težko, a ne? Ni težko narisati oblačka. No, super, pokaži še ti. Pokaževa vsak svoj izdelek. Pokažite še vi svoje. Wow, poglej, kakšni oblački. Super, a ne? No, zdaj pa mi ta oblaček ven izstrižemo. Vzamete škarje in kot vedno najprej povemo, da moramo biti pazljivi, a ne? Da si kakšnega prstka ne izstrižemo. In gremo lepo po črti. Samo po črti. Ne hitimo, ker moramo biti, poleg tega, da smo previdni, tudi natančni, a ne? Natančni pri rezanju. Še posebej zato, da bo naš oblaček obdržal svojo obliko, a ne? Da bo oblaček, da ne bo na koncu kar en tak navaden krog ratov, ali pa kot jajček, a ne? Ti gre, Jaka, ali ti kaj pomagam? Pomagam? No, se ti gre. Zaenkrat kar malo se še potrudi. Tudi vi najprej poskusite sami, če vam pa ne bo šlo, pa pokličite starše in vam bojo pomagali. A ne? Kaj takega lahko ustvarijo tudi za darilo, a ne? Lahko komu podarijo potem. Ali pa, ko pride kdo na obisk, sestrična, bratranec, ali pa, če imate mlajše bratce, sestrice, pa jih lahko naučite to narediti, a ne? Tako. Malo dlje traja, ker imamo veliko hribčkov, a ne? Ni tako hitro, ni tako enostavno. Se moramo kar malo potruditi. Ampak to je dobro, ker vadimo našo fino motoriko, se reče, ne? Vadimo rezanje. Da bomo tudi v šoli potem dobro znali izrezati. Tako, moj oblaček je že. Poglej. Lep, a ne? Tole bomo pa potem vrgli v smeti. Tako. Tako, še hribčke. Jaka naredil zelo mehne hribčke, a ne? Pa boš malo težje odrezal. Nič hudega. Bo pa malo cikcak tukaj lepo lahko. Stran dava in ti bo lažje, lej. Drži si tako. In kar tele hribčke izstrižeš. Tako malo. Tako. Pokažeš ti svojega oblačka. Tako. Imamo vsak svojega oblačka. Zdaj imamo vsi oblačka. Zdaj pa naredimo kaj? Zdaj bomo pa naredili mavrico. Ampak najprej moramo mi našteti, katere barve so v mavrici. A kaj vemo, koliko jih je? Ne? A kdo ve? Ne veste? No pa mogoče naštejemo kakšno barvo, ki jo vidimo v mavrici. Katere, na primer, Jaka, vidimo? Vijolično, res je. Vijolično, pa potem katero še? Modro, ja, sem slišala tudi otroke. Modra barva, ja. In mi bomo rabili temno modro in pa svetlo modro. Torej, 2 modri barvi potrebujemo. Pa potem tako je rumena barva še v mavrici. Pa zelena barva je. Tako. Pa oranžna in še ena nam ostane. rdeča. Rdeča barva. Tako je. Smo si zapomnili?
Ponovimo še enkrat, a ne? Vijolična, temno modra, Svetla modra, rumena, zelena, oranžna, rdeča. tako je. Ampak mi zdaj še ne vemo, kako grejo te barve po vrsti, a ne? Ja. Ampak bomo mi najprej pripravili si vse za mavrico, potem bomo pa po vrsti zložili te naše trakce in jih prilepili v pravilen vrstni red. Bova potem povedala. Zdaj bova tako, vzela bova rdeč list in bova izrezala takele trakce ven, a ne? Ja. Najprej jaz izrezala svojega, pa potem še ti svojega. Ja. Vi pa tudi kar, vzemite si rdeč list, lahko začnete tudi s kakšno drugo barvo, sploh ni važno, s katero, in si izstrižete takle trakec. Samo to. Zdaj še ti svojega izstrigal. Tako, evo. Takole si takole kačico pripravimo, a ne, tak trak. Tako. Pomagam. Takole. Režemo naravnost, a ne, in spet smo natančni, a ne, to je pomembno, da režemo čim bolj naravnost. Malo samo obrni. Striži. In še na koncu. Takole. In imamo, pokažeš, rdeč trakec. Imamo vsi rdeč trakec? Super. Zdaj lahko nadaljujemo z naslednjo barvo. Pa imamo pripravljeno katero barvo? Oranžna. Oranžno. Spet vzamete list, škarje in izstrižemo oranžen trakec, a ne? Takole. Mi jaz pokazala. Ja. Vi pa lahko že režete, a ne? Tako, ko bo Jaka začel. Samo tole si malo umakni. Še odmaknite vse, da noter pristrigli kaj, kar ste že odrezali. Takole. Oranžen trakec. In ga bomo postavili zraven rdečega. Tako. In bolj natančno, Jaka. Ne delamo predebelih, ker bojo mogle potem te barve priti spodaj pod oblaček. A ne? Takole. Vam gre? Ni težko, a ne? Gre? Ni težko. Samo vadimo ravno striženje, a ne? Čim bolj ravni morajo biti naši trakci. Tako je, pokaži še ti svojega. Tako, oranžen list zdaj lahko odstranimo. In nadaljujemo s katero barvo? Zeleno, tako je. Zeleno barvo. Tako je, kar začnemo strižiti, ker vem, da gre malo počasneje. Takole. Tako, ja. Še Jaka striže. Tako. Tudi vam lahko pomagajo starši, ne? Če treba kakšen list prijeti. Predvsem smo pa pazljivi. Ja. Tako, pazimo zmeraj na prstke, da jih odmaknemo stran, a ne? Ja. Takole. In ne hitimo nikoli, a ne? Škarjev ne hitimo. Ti se bo vse naredil. Vse se bo naredilo, tako je. Takole. In izstrižemo še zelen trakec. Zelena. Imamo zdaj 3 barve? Ja. Imamo. Dobro, nadaljujemo z katero barvo? Rumeno. Z rumeno barvo nadaljujemo, tako je. Strižem najprej jaz, pravi lahko že začnete strižiti. Takle je trakec rumen. Takole, še Jaka izstriže svojega. Jaz imam zdaj že 4 trakce. Rdečega, potem kako? Oranžnega, tako je, pa zelenega in pa rumenega, tako je. Zaenkrat imamo, koliko trakcev bova potem preštela, a ne, kako Ja. izrežeš. Kar lepo naravnost tukaj, da ni predebel trakec. Tako. Rumen list odmaknemo. Koliko imamo zdaj trakcev, če jih preštejemo? 1, 2, 2, 3 3, in 4. 4 trakce imamo. Tako, vzamemo naslednjo. Katera je to? modra. Modra, kakšna? Aha, tako je na Svetla. drugi strani. Svetlo modra, ja. Svetlo modra in naredimo svetlo moder trakec. In že medtem, ko režemo, se naučimo, katere barve, a ne, bodo v Ja. naši mavrici. Ti si jih samo odmakni, da jih ne boš odrezal. Tako, zdaj jih imamo 5. Rdečo,
oranžno, zeleno, rumeno in modro, svetlo modro. Imamo 5 barv in še jih moramo, ne? Veliko barv, Mavrici. A ne? Pa se tebi Mavrica všeč? Ja, Zakaj ti je všeč Mavrica? zato da nam lahko kakšno presenečenje da, kakšen zaklad. Zaklad dajo Mavrica, tudi vam otroci dajo Mavrica zaklad. A, ti predstavlja nekaj čarobnega? Ja, Ja, nekaj čarobnega, nekaj lepega, a ne? ja, Nekaj lepega, tako. Smo veseli, ko na nebu vidimo Mavrico, je tako? ja. Ker ne nastane velikokrat, a ne? Ja. No, naslednja barva je spet Modla. modra, ampak ta je temno modra, tako je, temno modra. Izstrižemo še Temna modla. temno modri trakec, tako je. Takole, še Jaka izstriže svojega, tako. Imamo trakec, ki je temno moder. Jaz jih imam zdaj, če preštejem, 1, 2, tako je 3, 4, 5, tako in 6. Bravo, šteti znamo pa že zelo dobro, a ne? Nam gre odlično. Tako, evo, tudi Jaka ima svoj temno moder trakec. Latec. In še naša zadnja barva je Vijolična. vijolična, ja. Vam je všeč vijolična barva? Ja, Ja. Naredimo še vijoličen trakec. In koliko bo potem vseh skupaj barv, Jaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vseh skupaj bo 7, tako je. In zdaj smo ugotovili, da Mavrica sestavlja 7 barv. Zdaj bomo mogli pa samo še po vrsti razvrstiti, kot si sledijo v Mavrici, a ne? Ja. Tako, malo plinem. Čim bolj natančno. Naredite čim bolj enakomeren trakec, kolikor vam uspeva. Tako, imaš tudi ti svoj trakec? Ja. Ste vsi izstrigli 7 trakcev? Počakava, da vsi izstrižete, potem pa nadaljujemo. Tako, trakce imamo pripravljene, imamo zdaj vsi izrezane, a ne? Tako. Ja. No, zdaj se moramo pa mi naučiti še, kako grejo te barve po vrsti v Mavrici, a ne? Katera je prva barva? Mogoče že kdo ve? Vijolična. Vijolična je prva barva, ja, bravo. Prva barva je vijolična. Si jo kar pripravimo, ker bomo potem takole nalepili na naš oblaček, a ne? Ja. Potem naslednja, katera bi bila naslednja barva? Kaj misliš? Ena podobna vijolični. Temno modra, ja, bravo. Temno modra, ja, ta je svetlo modra. Najprej je temno modra barva, ja. In damo zraven vijolične, a ne? Tako, si položimo. Potem ena podobna barva, svetlo modra. Svetlo modra. Svetlo modra, bravo, odlično vam gre. Svetlo modra. Potem pa je ena barva, Zelena. ja, res je, zelena, zelena kot trava, a ne? Ja. Trava je recimo zelena in postavimo zraven svetlo modre. Tako je. Potem pa imamo barvo Rumeno. rumeno, barvo sonca, a ne? Ja. Tako je. In postavimo zraven zelene. Ostaneta še 2 barvi. Zdaj jih imamo 1, 2, 3, 4, 5 in še 2. Ostaneta nam še rdeča in oranžna. Najprej bo Oranžna. oranžna, tako kot vajna majčki, a ne? Ja. Oranžno barvo postavimo zraven rumene in za konec nam ostane še Rdeča. rdeča. Tako, zdaj smo si postavili 7 barv, ki bojo šle na našega oblačka. Daška. A ne? Takole bomo zdaj prilepili in bo iz oblačka kukala Mavrica. Mavrica, a ne? Na koncu bo zelo lepo izpadlo. Tako, dajmo ponoviti še enkrat. Najprej je vijolična, potem je temno modra in Svetla modra, zelena, rumena, oranžna, rdeča. tako, 7 barv imamo, ja? In zdaj bomo mi vzeli naš oblaček in bomo tele trakce lepili gor. Lepilo bomo nalepili kar na to stran, kjer je barva, a ne, kjer imamo barvni papir. Evo, vzamemo lepilo, si odpreš lepilo, oblaček pustimo kar tako na taki strani, kot smo ga narisali, a ne? In zdaj tukaj gor, ti si daj kar tukaj na čim tanjši strani, zgoraj samo malo namažemo z lepilom, takole, in bomo prilepili spodaj na naš oblaček. Tako je.
približno. Tudi ti si nalepi tukaj lepo na levo stran. Takole. Evo, malo pritisnemo. Lepila dajte kar veliko, da bo držalo. Malo pritisni. Pritisnemo, da se prime. Potem nadaljujemo, smo rekli, s katero barvo? Temno modra. Temno modro. Spet vzamemo naš trakec, lepilo in zgornji del trakca, kar tudi tukaj, kjer imaš prstke, kar malo dlje, ne samo čez za en prst, malo dlje namažite z lepilom in prilepite zadej zraven vijolične barve. Takole. Bo šlo? Dobro, pritisni. Samo malo bova poravnala. Zdaj sledi katera barva? Svetlo modra. Svetlo modra, tako. Vzamemo, namažemo zgoraj z lepilom. Zdaj nam to že gre hitro, Ja. Zdaj smo ugotovili, kako to delamo. In kako hitro bo naša mavrica narejena, Tako. Lepo postavimo. Postavimo pa čisto blizu eno zraven druge in čim bolj naravno, odlično. Pokaževa zdaj, kako je zaenkrat nam uspelo. Najna oblački, Je lepo, tudi vam uspeva, odlično. Stali so nam še 4 trakci. Naslednji je Zelen. zelen, tako je. Namažemo z lepilom. Hops. In postavimo, kako se reče, vzporedno s prejšnjo barvo, ki je bila svetlo modra. Tako. Jaz bom imela čisto zraven jih, pa poskusila bom, da so enako dolgi. Hops. Takole. Vi naredite po svoje, Tudi tvoj bo malo drugačen, kot je moj, Ja. Ja. Vzamemo naslednjo barvo, ki je barva sonca, smo rekli, Rumena. Rumena. In si namažemo. Tako zgoraj, kar veliko lepila damo. Takole. In si postavimo spet zraven prejšnje barve, ki je bila katera? Zelena. Zelena. Takole. Samo še 2 barvi ste ostali. Odlična, Jaka, bravo. Zdaj vzamemo rdečo ali oranžno? Oranžno. Oranžno, ja. Oranžno vzamemo, ker tudi na mavrici si barve tako sledijo v takem zaporedju, Ja. Vedno jih bomo videli v takem vrstnem redu. Takole. Ti si že? Ne. Sem že malo. Še malo pritisnem močno. Pritisneš, da se prime, Ja. In še zadnja najina barva je? Rdeča. Rdeča, tako je. Tudi vam samo še rdeča ostala. Super. No, potem vzamete lepilo, še zadnji trakec namažemo. Postavimo zraven oranžnega trakca, Tako. Kako bo lepo. Meni je prav všeč, Ja. Lepo je, da smo naredili nasmejanega oblačka. Pa da nam bo tako sive barve. Rdeča. Se je odlepila. Daj mogoče še enkrat dava lepilo gor. Če vam kaj pade dol, nič hudega, Vzamemo in spet prilepimo. Moramo kar močno pritisniti, pa malo počakati, da se lepilo. Zdaj pa, jaz sem si zaželela, da ne bi bilo tole sive barve, a bi mi to s kakšno barvico ali pa flomaster, če imate, lahko greste čez, čez učke, da bojo druge barve. Moje bojo kar vijolične. Naj bojo tudi Tudi, ti imaš pa kakšno barvico? modra. Modro, ja. Vi si izberite po želji, lahko tudi s črnim flomastrom, da se bolje vidi. Lahko pa tudi izberete rdeča usta, Ja. Tako kot imamo ponovadi rdeča, učke. Lahko bi to naredili že prej, bi malo lažje risali, Ja. ampak bo tudi super, Bo je že gotov. Takole. Takle oblaček nam je nastal, spodaj pa mavrica, ni čudovit. Je zelo. Je zelo lep. No, počakamo, da dokončate in da Jaka dokonča, potem pa nadaljujemo. Si dokončal? Si dokončal? Ste tudi vi dokončali? Super. Evo, poglejte, kakšne lepe mavrice so nastale, Ja. Vam je uspelo, Ja. Tako, zdaj pa mi lahko ponovimo tele barve, Zdaj lahko malo
pokukamo in si pomagamo z našo mavrico, a ne? Da bomo znali povedati barve. Najprej imamo katero? Vijolično, Vijolično, potem imamo temno modro, temno modro, pa potem svetlo modro, ja, pa potem zeleno modro, zeleno, potem imamo rumeno, rumeno, oranžno, oranžno in še rdečo. tako je, naša mavrica je zaključena. Zdaj si pa tale izdelek lahko, a ne, kam obesite na hladilnik, v svojo sobico, na vrata, a ne, vam bo polepšala dan. Hkrati boste pa lahko vsak dan pogledali in si boste prej kot slej zapomnili tele barve in jih boste znali povedati, kako grejo po pravilnem vrstnem redu, a ne? Ja. Pa kot sva rekla prej, tole mavrice lahko izdelajo in tudi komu podarijo, a ne? Ja. Naprimer komu? Prijateljem v vrtcu, Ja. na rojstni dan, sestrici, a ne? Lepo darilo, tako bratcu, ja? Eno lepo darilo, en lušten izdelek, tako da midva sva prav vesela, da je tako nastalo, a ne? Ja. Midva samo še pomahava in rečeva se vidimo spet naslednjič. Še Čau! Čau. Čau! Čau. Kids TV.